Pozdravljeni ljubiteljice športa in seveda tudi ljubitelji. Zelo lepo je igrati nogomet. Zelo lepo ga je tudi spremljati, poznamo vse te vrhunske ase, ki nas razvajajo z potezami, ki niso kar tako. A vendarle za vse skupaj je potrebno zdravje. Kaj pa se zgodi, če tega ni? Potem se znajdemo v skrbeh. Misli postanejo malce bolj mračne, potem pa ostane samo še dvoje. Zmagati ali izgubiti. In s tem viteškim bojem se je spopadel, v veliko čast mi je, da ga pozdravljam, naš gost Jaka Jakopič. Pozdravljen. Pozdravljeni. Jaka, pozdravljen v naši družbi. Vemo, veliko raje imaš nogometno igrišče, imel si ga, ko si bil tisti strasten, profesionalni nogometaš, ampak vendarle si spoznaval tudi druge, malce manj mračne tegobe, tiste prostore, v katere ljudje ne radi zahajajo, to so pa bolnice. Ampak vseeno, najprej se posvetimo tistim slajšim, svetlejšim prizadevanjem, kako je bilo biti, ko si začel stopati na nogometno pot. Kako te je vodila ta športna žilica? Mislim, tako dostikrat si rečem, da bi kar si dal eno injekcijo pri nekih 27 letih, ker je bilo takrat pač najlepše obdobje. Najbolj si bil pripravljen, niti bilo treba skrbeti, kaj daš vase, oziroma si skrbel, kaj daš vase, ampak si tudi vse pokuril, si lahko tudi kaj takega privoščil, kar si danes ne moramo več. Na te osnovne življenjske stvari so ti bile samoumevne, no? Zdaj se moramo pa za njih kar prisiliti, pa takrat, ko ti je bil nogomet tvoj kruh, ti ni bilo težko zjutraj vstati pa narediti treninga zase, pa iti zgodaj spat, ker si vedel, da je to pač investicija vate, nisi pil alkohola, ker si vedel, da je to investicija vate, nisi kadil, ker si bil zaradi tega boljši. Mogoče tiste pol koraka na igrišču, to si se vse zavedal. Danes pa ne veš, zakaj bi hodil vsak dan, da bi ob 6 zjutraj vstajal, da bi hodil se rekreirati. Tudi muskar fiber je bil včasih dober, ko si vedel, da s tem napreduješ, danes te ni tako všeč, da se 2 dni za križ držiš. Tako da tisti časi so mi bili pač bolj prijetni, kot zdaj, ko se obadaš že malo z leti, malo s posledicami tistih dni. Začetki kot sami so bili pa tako kot od vsakega, pač vzor je bil oče, nikamor me ni silil, žoga me je potegnila in že v 1. razredu mislim, da sem napisal, ko bom velik, bom dopoldne pravnik, popoldne pa nogometaš kot moj oče. Tako da. To je pa zelo izprofilirano tako za mlado dušo, da si že vedel pola. Čist. Tako da, sem bil na tej poti, vmes me je ustavila pač bolezen, ampak sem nadaljeval svojo pot, vztrajal, verjel vase in naredil nekaj, kar po moje marsikomu ne bi uspelo. Če ne bi bilo, se pa sploh ne sprašujem, kaj bi bilo. Tako da, užival sem vsak trenutek in hvaležen sem, da ga lahko tudi naprej. No, seveda, govora je o nogometni karieri, ki pa se vendarle malce vmes prekinila, ker je prišlo do določenih problemov. O njih si veliko že govoril, razpredal, tudi osveščaš Slovenijo. Pa greva kar k srži glavnega problema. Vemo, kako se je spopasti s tako zahrbtno boleznijo. Mnogi skrivajo to zase, nočejo se izpostavljati, ampak ti si pa rekel, zmagal sem in zdaj bom to povedal vsem, da bo drugim lažje. Pač vedno sta 2 poti v življenju, ali boš jamral, ali boš pa se boril. In tako je, v nogometnem igrišču pravijo, če se boriš, da si že nekaj zamudil, da si pač zamudil pri postavitvi, pri miselnosti na igrišču, pa da si zamudil pri investiciji v znanje, se pravi, da imaš premalo znanja, da se moraš boriti. To je pač že v današnjem nogometu, ko vidimo, da ni več take borbenosti, je pač ta taktični del zelo važen, pripravljenost je toliko pomembnejša, tehnično znanje je toliko dovršeno, da pač ne pride več do tega, ker je včasih prišlo seveda tudi boljše igrišče in vse ostalo. Klej pa ta borba pa še kako prav prišla, neka vztrajnost. Jaz pravim, da je bilo to vse, kar sem delal do bolezni, je bila neka investicija moja. Saj si rečeš, zakaj eni igralci so ful popivali, kadili, pa se jim ni to zgodilo, ampak sem se takoj zavedal, da če bi jaz to delal, verjetno se mi ne bi telo to hitro regeneriralo med kemoterapijami in med samim procesom zdravljanja, ne bi bil toliko prost, bi več ležal, bi bil več tak in sem bil hvaležen za to, kar sem delal prej, zato ker sem lahko, malo čudno se sliši, lahko
izkoristil tiste dneve, ko nisem bil v bolnici, za te stvari, ki so mi med kariero takrat manjkale. Se pravi, sem veliko več bral, veliko več počival, dlje spal, tako da sem našel neke radosti tistega normalnega življenja pri svojih 24 letih. To so res mlada doba, ko misli segajo marsikam, ne vemo, kaj mladi ljudje radi takrat počnejo, adolescenca in že podaljšek tega. Ampak ti si bil ravno v najboljših nogometnih letih, veliko obetal in potem, kako se je zgodilo, kako si izvedel, da se te loteva taka bolezen? Zelo zanimivo je bilo to, zato ker pač fantje, moški smo sploh taki, ne, da nič nam ni. Ne. Še en slovenski komik se je prav pošalil na svoj račun, ker je imel kri na blatu, pa je rekel v pismu, to mora iti pa k zdravniku, pa je rekel, jutri gume menjam, čez 2 dni imam ne vem kaj, čez 3 dni to, ne bom šel drug teden in pol je šel drug dan spet na blato, pa je imel spet kri na blatu, pa je rekel, se to sem imel že včeraj. In moški to vlečemo toliko časa, ne, gume gremo takoj zamenjati na avtu, na servis gremo takoj, zase smo pa veliki frajeri, ampak po drugi strani pa res zelo bojezljivi in mogoče je rak res najboljša beseda, ki opiše nas moške. Čvrsti na zunaj, pa mehki na noter. Ja. In to je tak nek tudi moto, no, ki se ga držimo, da to lupino tudi z mojimi zgodbami probamo skrhati, da moški zberejo pogum, pa grejo pravočasno zdravniku, ker statistično dokazano so moški zaradi tega bolj ranljiva skupina od žensk, ker pridejo kasneje k zdravniku na prvi pregled. No in pri meni je bilo dosti podobno. Jaz sem med samimi treningi, jaz sem bil vedno med najbolj pripravljenimi, vedno sem sam delal, tako da fizična priprava je bila daleč najboljša pri meni. In najprej so se začele pojavljati bule na vratu, 3-4 bulice in to poveš, manjše bulice in to poveš pač v garderobi in ti še 3 soigralci pokažejo te bulice, ki so ostale od prehlada. In ne vlečeš te pozornosti. Srbela me je ful koža, ampak je tudi pol ekipe srbela koža, zato ker pač ekonom, ki nam je prav oprema za vsak dan za treninge, je včasih menil mehčalce, je dal samo prašak, ni dal mehčalca in si tudi to dal na stran. Potem je bil tretji simptom, je bila zadihanost, pa sem se to lažil s tem, češ, verjetno nisem bil tako dobro pripravljen, se nisem tako dobro po zimi pripravil, da je mogoče to. Četrta stvar, ki je bila nočno potenje, se pravi, da si se potil, pa sem rekel, verjetno je punca toliko zakurla, si spet najdu izgovor. No, potem se je pa pojavila bula na prsih, ki smo jo zdravili takrat v nogometnem klubu Domžale. Vse preglede sem normalno čez. Zdravnik je rekel, da je to verjetno kakšen hematom od nekega udarca, ki se ga jaz nisem spomnil. Ampak pri nogometu imaš dosti teh hematomov pa udarcev, ki se jih ne zavedaš, dokler ni že vse plavo. No, ampak ta bula je bila vedno večja. In so rekli, ja, verjetno se je kaj še vnelo in smo dali določene oblokce gor, pa ne vem kaj, vse motila me pa ni, dokler me ni začel med rebri že malo boleti. In potem se mi je pa pojavil pritisk v ušesih. To je tako, kot da bi imel, ne vem, na avionu kosija, ki se ga ne more znebiti, med treningi sem slišal sam sebe in me je to ful motilo. In v bistvu sem šel zdravniku zaradi tega pritiska v ušesih, ker en soigralec rekel, da je to maslo v ušesih, ki ga moram dati odstraniti. In jaz sem šel v zdravnici, po vseh teh simptomih odstraniti maslo v ušesih. In maslo v ušesih pri tej moji zdravnici, takrat je bila zelo mlada zdravnica, in pač moški, ki priješ taki zdravnici, reče se, verjetno nima izkušena, in jaz rečem, da bi ta maslo odstranil. In mi reče, da nimam nobenega masla, da je vse čisto. Pokazal sem mi pa še te bule, ker mi je punca rekla, da me bo pustila, če ne pokažem teh bul. Bravo punci. Tako da sem mi še danes, zato je danes moja žena, ker mi je v bistvu nekako rešila življenje. No in je rekla ta mlada zdravnica, to je pa vse povezano, te bule in to, da ne slišiš, in me poslala na onkološki inštitut. Tako da sem praktično iz tekme, ki sem imel v nedeljo, v ponedeljek bil na onkološkem inštitutu na preiskavah, na punkcijah. No in takrat, ko so se pojavile študentke medicine v sobi skupaj z zdravnico na punkcijah, ko so delali to punkcijo na prsih, sem vedel, da niso prišle gledati mojih trebušnjakov, ampak da so prišle gledati, kaj se dogaja. In takrat sem malo zaslutil, da mogoče pa le ni tako nedolžno. Čeprav je sama zdravnica rekla takrat, ko je pod mikroskopom na hitrico pogledala, da verjetno gre za kakšen hematom, da je malo čudno, ampak da mi bojo javili. No, ker so me poklicali že čez 2 dni, ko bi jih mogel imeti pokalno tekmo, so rekli, da moram drug dan priti, sem rekel, ja, pa imam lih pokalno tekmo, pa so rekli, no pa kar danes pridite.
Tako da takrat se je zaključil pač v tistem trenutku nogomet zame. Postavili so diagnozo sum Hodgkinov limfom in sem si takrat rekel, hvala Bogu samo, da ni rak. In pol vprašam, kaj je to. In so rekli, rak na bezgavkah. In do tistega trenutka sem mislil, da brez nogometa ne bom mogel živeti. Da je to moje življenje, moja misija, res sem se odrekel na vseh področjih, vsemu zaradi nogometa. In kad ob tem skladom udaril po glavi, nogomet je bil nepomemben, takrat sem bil pomemben prvič v življenju jaz, nič drugega in sem se začel zavedati, da je pač to moja nova tekma, ki jo bom dobil. Šport mi je dal pa to, da sem zelo bil ubogljiv, pač kot nogometaš, kot športnik v ekipnem športu moraš uboga trenerja, ne, da izpolnjuješ njegove navodila in tako sem pač slepo zaupal zdravniku, slepo zaupal pač uradni medicini, verjel jim, ker sem si pač že takrat razčistil pojme, ne, da imajo več medicinske fakultete kot jaz profesionalne nogometne kariere takrat, tako da vem, koliko so vložili v to in ja, sem jim hvaležen tudi danes za to, da so naredili z mano, kar so. Imel sem 13 metastaz in za mano je bilo 15 kemoterapij, 32 obsevanj, ampak pač kot sem rekel, sem zelo dobro to prenesel. Je pa res, da mi je takrat pomagalo ogromno tudi knjiga Lance Armstronga, Vsaka sekunda šteje, oziroma še prva, ne gre samo za kolo, ki mi je pač odprla oči, da nisem sam. In takrat sem se začel zavedati, da tudi jaz ne bom sam in da so tudi drugi za mano, ki bojo mogoče z mojo zgodbo lažje šli čez. In takrat sem začel pisati svoje misli med samim zdravljenjem. To je bilo neko moje samo zdravljenje po moje, ki mi je ful pasalo pisati. In pač pristal v društvo onkoloških bolnikov, ki so pač moje zgodbe začeli objavljati. In potem po zelo hitrem času se je pač počasi vrnil na nogometna igrišča v 3. ligo igrati za dušo in zelo hitro pristal s tih faktorjem, kasnejšim Interblokom v 1. ligi in uresničil sanje, šel na Japonsko in igral nogomet v tujini. Tako da sem naredil tudi po bolezni nekaj in postal pač, nisem se sam oklical, ampak so me drugi slovenski Armstrong, da pač ne gre samo za kolo, ne, gre tudi za življenje in ne gre samo za žogo, gre tudi za življenje, pač življenje je bolj pomembno od žoge in takrat sem se zavedal, koliko sem jaz pomemben, da sem jaz najbolj pomemben na svetu, ker je to moj svet in takrat sem sam spremenil logiko mišljenja. Prej sem živel tako, kot drugi hočejo, pa sem pa začel tako, kot jaz hočem. Zdaj, kako je pa drugim bilo povedati vse skupaj? To žalostno novico je bil en tak močen knedl, ne občutek, ki ga prej še nisi čutil? Ne, ker jaz sem bil zmer tako odprt, zelo težko sem držal stvari v sebi in pač itak je bilo najtežje se ukvarjati z drugimi, ne s sabo, ker jaz sem si takoj s tistim kladivom v glavi razčistil stvari v glavi. Bila je ena noč, ko sem rekel, zakaj jih jaz, pa ko sem te stvari premleval, ampak to je bilo to. Tudi spomnim se, da sem bil jaz malo pač drugačen od ostalih, no drugače sem sprejemal samo zdravljenje, ne vem, ko so mi lasje odpadali, jaz sem imel po moje še daljše lasje, kot ti takrat, ko so mi začeli odpadati lasje, sem si rekel, no hvala Bogu, se pravi kemoterapija deluje, ne, ker so mi šele po 3. kemoterapiji začeli odpadati. Ko sem šel bruhat, na primer, sem rekel, evo, reakcija telesa je, ne, kar je spet dober, ne, da to ni slabo, se pravi, jaz vem, da nobene težave ne moreš odpraviti brez napora, že shujšaš nemogoče brez napora, ne. Tako da so bile te stvari, ki so me pač gnale naprej, pa sem drugače dojemal stvari, ne, so tudi okolica je to drugače sprejela. Nisem se zaprl vase in pač mogoče je bilo mi najtežje povedati soigralcem, ki si videl un strah v očeh. Takrat v Domžalah, takrat smo bili še v 1. ligi, to je bilo aprila, bili smo na robu izpada in ja, tisto mi je bilo najtežje, no, sploh te starejše igralce, ki si videl, ki si jih takrat cenil, ta strah, nemoč njihova, pa drugačen pogled si videl od vseh, res drugačen pogled in pa si mogel ti v bistvu drugim dokazovati, da si normalen, da si še zmer isti, z istimi heci, z istimi štosi si vam prihajal, da si pač dokazoval drugim, da si v redu in to je bil pač neko moje poslanstvo, da sem med boleznijo res hodil med ljudi. Je bilo drugače, bil ogromno na morju, naprimer pol takrat,
Pa najbolj sem pa hvaležen, seveda, v tistem trenutku nogometnemu klubu Domžale. Takrat je v bistvu pogodba avtomatsko vsem potekla, ker smo izpadali v drugo ligo. Športni direktor je postavil Nenad Protega in gospod Stane Oražen in Nenad Protega nista vedela, kako mi pomagati in sta mi podaljšala pogodbo še za 1 leto. In sem v bistvu takrat hodil na treninge Domžal. Takrat so prišli Zlatan Ljubljankić, Dado Stevanović, Samir Handanović, sami mladi fantje so prišli takrat v klub, v drugo ligo Domžale, Slaviša Stojanović jih je vodil in so prišli nazaj v prvo ligo zelo hitro, nabrali izkušnjo in takrat smo pač postali zelo povezani. Oni z mojo zgodbo, jaz z njihovo mladostjo in navdihom in pač se mi zdi, da je bila pač ena taka res lepa zgodba. Jaz bom pa Domžalam hvaležen, ker so me vključili v svoj proces treniranja, sprejeli za enega od svojih, čeprav so vedeli, da pač takrat sem zgubil 9 kg mišične mase, pa že takrat nisem bil neki najmočnejših. Tako da fizično se je videla razlika, brez pigmenta, brez las, brez obrvi, brez brade. Ampak sem res bil hvaležen za tiste trenutke, ko sem bil z njimi. Si pa premikal mejnike, ponavadi se slovenski športniki niso kar tako izpostavljali, vsaj tisti, ki so prebolevali rak, ti pa si hotel vse skupaj deliti in pomagati. Ja, jaz sem bil takrat prvi, ko sem prebolel raka. Mene je šlo zelo na živce, ko so rake načeli z smrtjo. In tako, kot sem rekel, ta knjiga od Lance Armstronga mi je ogromno dala, da ni nemogočih poti, da se lahko naprej normalno živi in pač vsako leto 15,000 preživelih z rakom dokazuje, da se da normalno po bolezni živeti. Je pa še kako pomembno, da pač govoriš o bolezni, da govoriš o simptomih, da se pregleduješ, pa da greš na pregled, da prideš pravočasno zdravniku, ker verjemite, da slovenska medicina je povezana s celo Evropo, s celim svetom in pomagajo. In sem tudi bil že kar precej moških fantih deležen, da sem jim pomagal s tem, ko sem jih brcnil vriti svojo zgodbo. Tako da, če sem enemu pomagal, sem vsem. Samo v katerem stadiju pa je bila bolezen? Stadij je bil 3. stadij. To je že kar krupno. Je bil kar od 4, ja. Je bilo že kar daleč, ampak je pač hvala Bogu kemoterapija ta prva prijela dobro, ker pač so različne terapije lahko, ampak ta vrsta terapije je uspela in dobro prijela, stopi vse tumorje in ja, sem lahko hvaležen, da je bilo to, kako je bilo. Se pravi, tvoj angel je tvoja takratna srčna izbranka, ki je postala tudi žena in mati 3 čudovitih otrok. Tako. Kako pa je potekalo to njeno prepričevanje, tvoj moški ego, kdaj si popustil, da boš vendarle šel na pregled? Ja, tako kot večina moških, pač, če si predolgo zunaj, če ti žena teži, hitro prideš domov, da imaš mir. Tako sem šel pa tudi zdravniku, da sem imel doma mir. Je slutila že, da je zna biti kaj hujšega? Na živce je šlo to, da sem pač seveda ženi ponavadi pojamraš, drugim ne. In to kažeš, pač valjda tudi dnevno gleda te stvari in vidi spremembo in jo je to tudi zelo motila. Ženske pa se pa pogovarjajo o teh stvarih, premlevajo te stvari, debatirajo in te tudi za roko povlečejo do zdravnika. Tako da ja, jaz sem šel pač do zdravnice in njen glas mi je v zadnji odmeval, da sem mi pokazal še te bule. Zdaj, nogomet igrati prej in potem, a je bilo čutiti določeno razliko, ker verjetno v glavi je bilo eno plemenito spoznanje, obogateno vse skupaj, nova dimenzija. Ogromno. Mislim, ful enostavna za slišati, ampak tako sprememba v glavi je bila pa res, prej mi je bilo breme, vse si delal nekako na silo, vse si želel, takrat je bilo tudi drugačno obdobje. Takrat si bil izven meja tujec in si konkuriral vsem Špancem, Argentincem, Brazilcem, ker so lahko igrali samo 3 tujci. Bilo praktično nemogoče priti v tujino. Sprav govorimo od 2003. Naprimer, en Sašo Udovič. Tako. In en Sašo Udovič, naprimer, ki je bil najboljši strelec slovenske lige, je šel na probo v Belgijo. To so bile danes take stvari, ki so nepojemljive za današnje čase. Rahla žalitev za njegovo kakovost. In takrat si v bistvu se že kot mulci se mogel boriti, da si sploh prišel med 18 igralcev, ker so bili sami starejši gor. Takrat so igrali, se spomnim, od Marinka Galiča do Amirja Kariča, pač 3/4 slovenskih reprezentancev igrali takrat v slovenski ligi, ko smo mi kot mulci prihajali gor. In se dokazovati, takrat je bilo breme in je bilo straho spoštovanje.
že na samih treningih, pač vem, da s svojim vrstnikom si zadev vse predložke na glavo, ki je prišel na vrsto, kakšen tak, se ti kar malo noga zatresla. In to so bile pol te spremembe po bolezni, kad je bilo pa pač vseeno, ker si užival v vsakem predložku, v vsaki podaji, v vsakem strelu. Užival si zato, ker si bil hvaležen, da si sploh na igrišču. In mogoče se kakšni to zavedajo šele po koncu kariere, zakaj nisem bil takrat bolj sproščen, zakaj nisem užival, ker si preveč razmišljal, kako boš nekoga razočaral, ne kako ga boš navdušil. In jaz sem ta preklop naredil. In to je ena taka vrsta sproščenost, ki se ne da opisati, kar naenkrat ti vsaka Zelo sekunda težko. postane, začneš ceniti. Zelo težko je to. Jaz mislim, da ima rab vsak svoj klad v življenju, da to dojame. Ki ga moraš na to pol izkoristiti. Zelo težko, da bi me to spremenilo, če bi se mojemu soigralcu zgodil, kar se je meni, in tudi dvomim, da se je kakšen soigralec zaradi mene pač spremenil mišljenje na igrišču, ampak kar se pa mene tiče, pa ja, tako kot sem v življenju začel živeti, tako kot jaz hočem, ne tako kot drugi hočejo, se pravi, da si se ful uperil na druge, mnenje, na poglede drugih, ne vem, že v srednji šoli, kakšna punca ti je bilo všeč, pa so ti trije rekli, da je taka, pa si kar nehal misliti o njej. Že tak banalen primer, do tistih večjih. Seveda v nogometu taktične stvari pa to so še zmer podrejene, ampak izvedba teh je pa lahko taka ali drugačna. Ali greš direktno na igralca, da mu vzameš žogo, ali boš malo počakal, da ja ne boš izpadel. Take malenkosti, ki pol delajo res ogromno razliko na igrišču in sem hvaležen, da sem v bistvu po eni strani in zaradi življenja in zaradi nogometa tudi tako zgodaj zbolel, da sem lahko še to izkusil. Mogoče tisto obdobje je bilo še prepredeno z manj interneta kot sicer, ni bilo še tega. Ne, takrat socialnih ni bilo omrežij. nič. Ker če bi se takrat to zgodilo, in s to močjo teh digitalnih medijev, verjetno bi se tvoja zgodba veliko hitreje in bolj efektivno praktično po celem svetu razširila. Ja, recimo, ja. Verjetno tudi do Japonske. A so oni vedeli, kaj Ne. zgodbo si imel? Tam so Za vedeli, seboj. pol, ko sem delal preiskave, pač, tam so malo pregledi zdravniški bistveno drugačni pred podpisom pogodbe, kot so bile kle. Naprimer, en banalen primer, jaz takrat pred podpisom pogodbe, ko sem bil na Japonskem, celo svoje zdravljenje nisem delal enkrat ultrazvoka srca. Tam so mi naredili ultrazvok srca. Tak banalen primer, ker sploh nisem vedel, da to obstaja. No. So bile res čist druge dimenzije pač pregleda, vedeli so in pač ja, si so videli tudi rezultate pol na teh obremenitvenih testih in vse to in je bilo pač itak nadpovprečno, tako da niso videli nobenih omejitev. Ker takrat je bila Japonska kar popularna. Veliko slovenskih reprezentantov je bilo tam, tudi gospod Verdenik. Odkje pa tvoja želja bila, da bi se ravno... Moja želja je bila pa v bistvu neka taka sreča, da je bil ta trener, ki je bil trener na Japonskem, se je tukaj izobraževal. In je takrat bil trener v mojem klubu, takrat na Faktorju, in je mene in Milana Anđelkoviča, zdajšnjega trenerja Primorja, povabil gor iz tiste prve lige. Faktor oziroma takrat že Interbloka so izkoristili priložnost, zgodba je bila zelo ambiciozna, tretja ligaška bi v bistvu čakal na licenco za drugo in prvo ligo, ker je tako kot MLS sistem japonska. Sestavil res močno ekipo, no in pa sem pa bil deležen, da sem bil prvi klub v zgodovini japonskega nogometa, ki je bankrotiral takrat. Zgolj iz ponosa, tudi ne to je toliko zaradi mejnik, denarja, ampak ja, tako da sem kar delal. Tudi Japonci lahko bankrotirajo. Tako, očitno. Ampak niso imeli kakšnih unih ekstremnih harakirjev. Ne, se je pol rešilo, za vse ostale sem za najo, ne z Milanom, ampak ja, so pa na drugačen način izkusila to in tudi napredovalo v vseh pogledih. Sprav, ravno tisto, kar najbolj cenijo pri japonski organizaciji, pa da je plačilni red v redu, je tukaj zatajilo. Ja, je zatajilo, ampak je bila izkušnja res taka, da sva pozabila oba na to in šla naprej. Žal pa ja, niso pa izkušala tisto, po kar sva prišla na tisto najvišjo raven, ko sva pač dvakrat odigrala in bilo res super. Žal je bilo tako, so pa drugi za nama, zato tako bolj uživali. No in po vrnitvi v Slovenijo, so bili še kakšni načrti, da bi se resneje vključil v prvoligaški nogomet, še kaj druge poizkusil? Ja, potem sem bil dogovoren že z nogometnim klubom Dravo. Če bi dobila takrat pokroviteljna, bi podpisali pogodbo, tako je šlo pa pač tudi tam vse v franže, kot se reče po domače. Čakal sem pol priložnosti iz tujine, zato sem se pridružil takrat drugoligašu Krki.
kjer sem se pol tudi poškodoval. Se je zamaknil še moja vrnitev nazaj. Po poškodbi bi mogel iti takrat na Olimpijo, ampak sem se pol odločil, da bom počakal še en klub, ki sem ga imel v Maleziji, podpisal sem tam pogodbo, dobil delovno vizo, pogledal, kje bo moja hčerka tretja rojena, zbral bolnico, pa so pa zaprli trg za tujce takrat. In mi je tako že nekaj govorili, da mi ni usvojena ta nogometna kariera. Sem nadaljeval v Kranju, potem šel v Radomlje in potem v Avstrijo počasi se posvetil družini in zaključil. Ja, mnogi pravijo, ne? Tik pred koncem športne kariere nogometne pa še malce skok v Avstrijo. Ja. To je ta sloviti sistem z nižjeligaškimi, manjšimi števili treningov in vsega skupaj. Ja, mislim, Avstrija je dobra zato, ker je vzajemno, ne? Tebi je v bistvu dobra plačana rekreacija, ne? Zato, da pač nogomet ima še vedno rad, ne? Na nivoju druge lige ga ne moreš več igrati, ker je pač preresno, telo ti ne zdrži več toliko naporov pri 36 letih, da bi lahko to zdržal, ne? Sploh psihično, pač vsaj par meni sem videl, kam to pelje in pač glede na to, da imaš 3 otroke doma, majhne ti tudi oni malo vlečejo nazaj domov, ne? Ja, je pa Avstrija tista, ki te pač, tisti, ki te plačujejo, te cenijo, da si prišel njihove mlade fante spodbuditi še boljšemu delu, ker delaš pač določeno razliko na igrišču in izven njega, in tebi je pač tudi fino, ne, da te nekdo ceni, spoštuje in zato si še pač nekako finančno plačan. Ko je bilo konec nogometne poti, ne, je zaživela mogoče tista misel, da bi se v pravniške vode bolj? Ne, med samo boleznijo, ko sem se vpisal v 3. letnik, sem rekel, bom zdaj med boleznijo se učil ali ne, pa sem pa rekel, da ne, da bom pač posvetil stvarem, ki me pač veselijo, zanimajo, takrat me je pač to pisanje toliko zanimalo me je pač takrat sama zgodba v sami bolezni, ne, da se bom pozdravil, da ne bom imel fokus tam pač na eni stvari, ker sem ugotovil, da tudi med samo kariero sem imel fokus vedno na 2 stvarih, a ne šoli in nogometu in pač takrat, ko so fantje počivali, sem se jaz učil, takrat, ko so se sošolci učili, sem jaz treniral in ni bilo nikoli 100% nobena stvar, ne, kar je pač posledično peljalo tudi do tega, da nisem bil nikjer 100%, ne. In je bilo vse polovičarsko in potem sem si rekel med boleznijo, ne, zdaj bom pa se posvetil sam sebi, zdravljenju, delu stvari, ki mi pašejo, ki so mi manjkale in pač kamor me bo odpeljala pot. Seveda so mi takrat še enkrat nogometni klub Domžale mi je pomagal, da sem si lahko to privoščil, ne, tudi z finančnega vidika, da sem lahko bil malo več na morju, da sem lahko pač nisem razmišljal toliko o financah, a ne. Torej, rumena družina. Tako, to je rumena družina poskrbela za to in sem večni del rumene družine tudi zaradi tega. Tako da, ja, potem pa sem pa videl, da je pač možnost obstati v nogometu. Začutil sem pa to željo nazaj se vrniti v šport, takrat, ko mi je prepadalo zdravilišče po zdravljenju. In sem bil 3 tedne v Strunjanu in takrat, ko začnejo ti mišice nazaj se razvijati, ko čutiš tisto energijo nazaj, ko dobivaš moč, ko dobivaš to, sem pol zdravnico vprašal, jaz lahko še kdaj nogomet igram, mi je rekla, jaz ne vidim nobenega problema, da ga ne bi. In sem začel takrat v 3. ligi igrati za Faktor in smo se pač dvignili zelo v 3 letih v 1. ligo. Zdaj radi rečejo, zahrbtna bolezen, da se še kdaj vrne, so bili kdaj kakšni indici? Ja, moj simptom pač, morate vedeti, da je to več kot 800 oblik raka, ne, in pol še podvrst. Tako da zdravilo za raka ne bo nikoli eno, da boš dobil cepivo, pa da raka ne bo, ker je toliko različnih vrst, oblik raka. Čaka se sanjski trenutek, ja. Ko bo znanstveni. Ampak dvomim, ker so čisto drugačni tipi to, ne. Eno že je, na primer, ne, HPV cepivo je za preprečitev raka na materničnem vratu, grlu in danki, tako da se le cepite, sploh otroci se morajo cepiti do prvega spolnega odnosa, to je prvo cepivo proti raku. Ja, in pač tega čudežnega ne bomo dočakali, ampak kot sem rekel, je ta bolezen, moj tip bolezni je pač, če se ne ponovi po 5 letih, se jo zdravi, kot da je prvič. Vkolikor bi se ponovila v tem obdobju 5 let, ne, bi se pač zdravilo bolj agresivno. Tako da meni se po 5 letih ni ponovila, do zdaj v 23 letih tudi ne. Sem pa padel v shemo, za katero sem spet zelo hvaležen, spremljanje poznih posledic zdravljenja raka in na 2 leti mi pripadajo pač te
vse preiskave, med njimi tudi ultrazvok srca. In me bojo spremljali do konca življenja, zato da bojo videli, kakšne so pač te posledice. Ampak je spanec miren, so še da je kakšna nočna mora tamle? Ja, fino je, da ni spanec miren. Da se zavedaš umrljivosti, da se zavedaš tega, da ne boš živel vekomaj veke, ne? Da tvoj čas pride, ne? In tega zavedanja sem zelo hvaležen, da ga imam. Vsakič te stisne pred vsakim pregledom, zmerite nekaj boli, kad te križ boli, ne veš, a te od nogometa od 14 dni nazaj, te zdaj le že nekaj, ne. Tako da to zavedanje je kar dobro, da ga imaš, ne. Tako da jaz spet rad tako primerjam to s temi avti, ne vem zakaj moški, ampak tebi gre tudi na živce, ne, če ti nekaj škrta v avtu, pa ga boš pelil na servis, ne, če pa tebi škrta, pa ne boš šel, ne. Ja, vse tega tunela, ta zgadovska v tujini, če ti gre, ne, ni najlepši verjetno. Avto pa ne boš nikoli vozil, če tudi ti ne boš v redu, ne, zaenkrat, če voznik je potreben. Veliko je bilo akcij osveščanja, zdaj začel si še pri Spinsu, ne? Ste tudi nogometaše povabili k sodelovanju? Tako, s Spinsom smo začeli sodelovati, v bistvu jaz sem z Društvom onkoloških bolnikov začel s svojimi zgodbami, pisanjem zgodb, svojimi mislimi, potem sem se pa vrnil v nogomet in potem je pa pač Spins me poklical. Zdaj smo bili pač vsi člani Spinsa, ne, da bi naredili eno akcijo osveščanja v raku. In jaz sem pač, so me prosili, če bi pomagal, ker poznam pač zdravnike, ker poznam pač ta sistem. No in pa smo prišli do pač oglaševalske agencije in so pač prišli z idejo, da bom jaz postal frontman te akcije. In ja, pol smo rak pogledamo v oči in zmaga še ti je bila ta odmevna akcija, ki je šla v vsa nogometna glave gor, se je imenovala akcija. Takrat je šlo vse v bistvu na vsa nogometna prvoligaška igrišča, reprezentanca Slovenije takrat osveščala o njej, potem je šlo pa še na rokomet in košarko. Tako da v bistvu takrat ni bilo še lajkov, pa klikov, pa nič, ne. In smo v bistvu s temi samimi letaki, ki so bili na štadionih in to, pa z reklamami, ki so bile med samimi prenosi, osvestili več kot 700,000 ljudi takrat. To je bilo pač nek dokazljiv tak trden dokaz, da smo šli kar zelo daleč s tem osveščanjem in takrat se pač jaz izpostavil, malo tako so me malo skrivaj nevede prisilalo to, ampak ja, čeprav sem še najprej z odporom, sem pol videl, kakšno korist to dela, kako to pomaga, kako ljudje začenjajo drugače razmišljati o tem, kako vidijo pol, ko sem jaz pač igral naprej nogomet profesionalno, ko videl, on imel raka, pa pač igra normalno nogomet, zakaj pa jaz ne bi mogel vrta okopavati, zakaj pa jaz ne bi mogel tega delati. In pa smo začeli pač s temi akcijami osveščanja, predvsem fantje, no, ka ženske se mi zdi, da so bistveno drugačne v teh stvareh. Fantje moramo na drugačen način dokazati, ne, in smo začeli pač z akcijami, takrat še z Društvom onkoloških bolnikov. Smo kolesarili po Sloveniji, obiskali vseh 7 bolnišnic, ki se zdravijo onkološki bolniki, takrat, no zdaj je že več, in naredili več kot 800 km v 7 dneh. In to nas je bilo, mislim, da 9 bolnikov nas je takrat, ko smo preboleli raka, prekolesarili so to traso, pridruževali so se nam različni znani športniki, podprli to akcijo, tako da to je bila ena taka večja akcija, ko smo pokazali, da se po bolezni da normalno živeti. To je že tisti pozitiven duh Lance Armstronga. Ja, recimo. Takrat se še ni vedel, da je tako. Takrat se še ni vedel, ja. Se pravi, kaj pa potem te kaj pretreslo, ko si izvedel? Po eni strani, ja. Po drugi strani smo pa itak vsi vedeli, da je bilo v tem športu v tistem obdobju, da so bili vsi taki. Tako, v bistvu me je bolj prizadel takrat, ko je Ben Johnson bil dopingiran, pa so pol dokazali vsem, pa niso nobeno več vzeli medalje samo njemu, ne. To me je bolj prizadel, kakor to, da so pol Armstrongu to vzeli. Vem pa, da v bistvu takrat se je šlo, v bistvu si mogel biti čez zmer ful pripravljen, da si bil na tem nivoju, ki je bil Lance Armstrong, ful si mogel garati. V sami knjigi se spomnim, kaj je on opisoval, da je treniral pred ogledalom, od največjih naporih, da se je gledal ogledalo, zato da je mimiko obraza treniral, da je bil trden, ne, čeprav je bil noter zmatran, zato ka vsakega je nazaj pogledal in mislil, da je čist miren, da ga je psihično strl, ne. Tako da, ja, so bile take in vem, da so fantje vsi garali, ampak on je klej stop. Sam doping pa ni bil zato, da bi on toliko boljši, hitrejši, ampak zato, da se moj telo hitrejši regeneriral, pač tudi vsem ostalim, ne. Včasih so bili drugačni dopingi, pa je tudi vlaki na Tour de France, ki so se z vlaki švercali, ker ni bilo še kamera, ampak ja, seveda sem obsojil to, nisem podprl, motil me pa ni to,
ker tudi ostalih niso. Da so pač enega na križ prebili, to me pač najbolj moti, ker vemo, da pač so bili tudi vsi ostali, ki so proti njemu delali, so isto delali. Ne. Ker je bilo žal tako, ampak po drugi strani pa spet Armstrong nekaj naredil, da imamo pa zdaj enega Pogačarja pa Rogliča, ki sta čista in ki sta vrnila kolesarstvo, ki sta, in zakaj bi Američani to delali, če lahko Slovenci. Ja, Slovenija je zdaj tak splet enih vse športnih uspehov. Ja. Recimo v času, ko smo imeli največjo smolo zdravjem, je bila ta euforija, ki je bila Slovenija na svetovnem prvenstvu. Zdaj pa sploh ne veš, kjer šport vrhunski bi bolj spremljal, ker imamo toliko enih uspehov. Neverjetno, mislim, kaj tazga, da smo si predstavljali včasih, če tako pogledamo, je smučanje še najslabši šport. Pa že smučanje je zelo dober, no? Če primerjamo pač rezultate. Alpsko seveda, ne. Alpsko seveda smučanje. Tako da drugače pa te stvari so toliko napredovale, toliko so specifične, toliko analitične, toliko podrobne, toliko detaljne, da mi je Slovenija zdaj še toliko večji fenomen, ker morate se zavedati, ne vem, da to, kar se vlaga v šport, pa take pogoje, ki imajo druge v primerjavi z nami, da mi še zmer delamo tako razliko, je to res nenormalno, ne vem, da eni prvoligaši trenirajo z 10 žogami, medtem ko jih imajo japonska 3. liga 80 na treningu žog, da je, ne vem, v hokeju, da sploh ne govorim, v kakšnih pogojih delamo. 7 dvoran. Ja. To je zmer podatek, ki presune tujce. Tako isto je za kolesarjenjem, kakšne majhne ekipe so pri nas teh otrok, ki trenirajo, ki ima en trener veliko število otrok, koliko se malo vlaga pač v samo infrastrukturo tudi drugih športov, oziroma pač, da zapolnijo neke osnove, ne pa neke stvari ostale, je res fenomenalno, kaj delamo v vseh pogledih. Tudi v nogometu je bilo kar nekaj primerov, ko so uspešni športniki preboleli raka, tudi recimo Dejan Nemec, reprezentant. Sta bila takrat kaj v kontaktu, oziroma sta si pomagala? Z Dejanom se nisva nikoli niti spoznala, ker on je bil v Domžalah za mano. Za mano je prišel v Domžale. Mislim, da sem enkrat, sva se nekaj lovila preko skupnega soigralca, ampak se pol nisva našla. Mislim, da je Dejan tudi najdel svoj mir te zgodbe, da se ni hotel toliko izpostavljati, in sem pač to razumel, ker seveda bi bilo prav, da bi se to pač razširilo tudi med druge fante, no, ampak upam, da je bo čim manj. Zdaj smo rekli, da bomo še tega fanta iz nafte, ki se je vrnil nazaj, še malo pustili na miru, pa bi ga pol malo probali pobarati, če bo pokazal voljo in željo, ker bo zagotovo znal pomagati svojo zgodbo še marsikomu. Ja, ker niso vsi za to, da bi se izpostavljali. Točno to, mislim pač, vsak ima svojo pot, vsak ima svojo, to pač se pravi, pri meni je bil nek splet okoliščin, da je do tega prišlo, ampak po eni strani sem hvaležen, ko vidiš, kako lahko pomagaš, in je to pač nekaj največ. Neko kredibilnost, si dal svojo zgodbo nekomu in da mu da saj zagon za življenje, da vidi, da si pač po 23 letih povsem normalen. Mesec november, vemo, po čem slovi, ne? Takrat imate prav posebno akcijo. Ja, november je pa akcija Movember, ko si moški puščajo brke. To je bila spet akcija, ki se je zgodila ob pivu v Avstraliji, ko so 3 fanti rekli, kako bi osveščali o moških boleznih, in so prišli do genialne ideje, da se pobrijajo in si začnejo puščati samo brke cel mesec november, in so pač mustaš in november je pač Movember. In je to, mislim, da je za krat 4 prerasla samo Livestrong fundacijo v tistem obdobju, pač koliko je zdaj to obsežna akcija, in je v bistvu brand, ki je rato Movember, sploh ne moreš ga več zaščititi, ker je pač toliko razširjen že in toliko ponotranjen, da je v bistvu se pojavlja povsod, in mi kot Onkoman smo ambasadori tega projekta v Sloveniji. Tudi recimo malo težje pa v Aziji, ne? Ja, se mora pa 2 Movembra prej puščati brke, da pride do tega, da jim zraste. Ja. Vemo pa, ti si soustanovitelj društva Onkoman. Kako zdaj to deluje? Ja, Onkoman je pa društvo, ki dela bistveno drugače kot vsa ostala društva. Se pravi, ker je v Sloveniji ogromno društev onkoloških, za vsakega raka skoraj da svoje.
smo se odločili, da ne bomo ustanovili podobnega društva, kot so ostala, se pravi, da ima svojo klicni center, svoje zdravnike, svoje pomoči, ampak da vsaka nas bo poklical, ga bomo usmerili na društvo, ki mu lahko pomaga. Ne. In delamo pač tiste akcije, ki si jih druga društva zaradi pač določenih sredstev, ki jih dobivajo države, ne morejo in ne smejo privoščiti. Mi delamo take bolj provokativne stvari, da pridemo do ljudi, ki drugače ne moreš doseči, da pridemo na drugačen način do ljudi, in zdaj je šlo na mednarodno priznanje, smo dobili, in je šlo tudi v svet akcija kampanja Sranje, ki je osvešala na raku debelega črevesja in da pač preveri svoje sranje. To je bila ena taka provokativna akcija, ki je sprožila veliko odzivov v Sloveniji, ena večjih, in smo hvaležni, da pač lahko to delamo, da dosežemo čim več ljudi na drugačen način. Ne. Tako da, če se zavedamo, da je Ljubezen po domače najbolj gledana oddaja v Sloveniji, ne, moraš priti tudi do tistih ljudi, ki to oddajo gledajo, teh je pa ogromno. In ne moreš priti na način, v katerih pač mi razmišljamo, moraš priti na drugačen način, kot ljudje, ki o tem razmišljajo. Ker to so ljudje, ki so pa tisti res raki, ki imajo tako trden oklep, da mu ga zelo težko skrhaš, iz podeželja ljudje, ki so res kerelci, ampak žal ti zelo zgodaj umirajo, statistično, zaradi svoje trme. Ker danes je res toliko sredstev na voljo za zdravljenje, toliko podrobne so že stvari, da če pravočasno prideš, je skoraj nemogoče, da te ne pozdravijo. Pa tisti, ne, stavek, zakaj nisem prej? Ja. Morda že en dan bi naredil svoje. Ne? Zagotovo. Vsak dan je kle pač pomemben. Seveda so tudi raki, ki prej umrejo v starosti kot od samega raka. Ne? Tudi to se že dogaja. To so pač določeni rake prostate, so tudi taki, ki je pač tako pozno odkrito, da prej od starosti umreš. In glih ta diagnostika je pač, da je malo tako, lahko tudi malo vrljiva, zato ker ti tudi take stvari odkrije, ki mogoče niso lih. Mislim, je boljše, da jih ne zveš, ker bi prej zaradi česa drugega umrl, kot zaradi tega. Naprimer, pri moških, to smo pa letos poleti osveščali, je bil pa melanom, kožni rak, in naprimer, to bi pa ful rad poudaril. Kaj sončenje pretirano? No, te bom vprašal, kje misliš, da je najbolj pogosti kožni rak na katerem delu moškega telesa? Verjetno mora biti nekaj senzacionalnega, zelo izstopajočega. Zadnjica. Ne, zadnjica ima zmer kopalke gor. Ne, je pa res. Je en trik. Je trik, zato ker, če zdaj, ko bom povedal, se bomo vsi zavedali, namaže se sončno kremo, ki vemo, da zaščiti pred rakom, ušesa. Ženske imajo zaščitena ušesa, ali z lasmi, ali s klobukom, ki so v senci, mi, če imamo čepice, ušesa so ven, namaže si jih pa nikoli ne. Ušesa jaz ne vem, če sem si kdaj namazal ušesa pred tem, ko sem to zvedel za sončno kremo. In v bistvu so to take hrastice na ušesih, ki ratajo, ki se sploh ne zavedaš, ki so zelo pač lahko pač na dolgi rok. No, to se, če pravočasno paziš, to ni nobene bojazni. In je to najbolj izpostavljen del telesa pri moških. Se pravi, nenavadne hrastice na ušesu znajo dišati po hitrem obisku zdravnika. Tako da je pa kar nekaj znanih Slovencev že, ki so imeli tudi na nosu moških, ki so mislili, da je od sončnih očalkov ogromno športajo zunaj, pa tako, da je bil pač tudi ta rak na koži. Tako da to so neka taka majhne stvari, ki ti lahko spremenijo življenje, pa če si namažeš poleti ušesa, si že ogromno naredil. Je to zanimiv trend, pa bo vse belo. Vse belo ušesa. Kar se tiče tvoje prihodnosti, kako boš zdaj tvoje poslanstvo, verjetno v družini se veliko pogovarjate o raku? Ja, v družini se ogromno pogovarjamo o raku, pač jaz jim dam zavedati, da lahko jutri umrem. In tudi o smrti se ogromno pogovarjamo, zato da znajo ceniti pač babice, detke in ostale, da jih redno obiskujejo, da jih redno se pogovarjajo z njimi. Da smo v družini izgubili kužka, pri babici so se zavedali prvič nekaj tako, da je nek bližnji umrl,
Imeli smo tudi bolezen v družini, ki so se tudi drugače zavedali spet raka, te umrljivosti in tega, in to jim daš vedeti, jim ne skrivaš. Tudi pač v družini je bilo lažje, ko se je izvedelo o bolezni, čeprav se je najprej hotel nekaj skrivati, pa smo pač rekli, da ni potrebe, ker je pač te osebi, ki se zdravi, to toliko težje, ne, če to skrivaš. In je bilo pol ful lažje. Vsem nam, no. In si pač zrastel tudi na malo drugačen način z otroki, ampak ja, umrljivost, zavedanje umrljivosti časa, trenutka je zelo pomembna in mislim, da če sem kaj dal, sem dal to svojim otrokom. Pa tudi širši skupnosti, ne nazadnje, se ti zdi, da te akcije pijajo vodo? Ja. Ampak dobivaš te povratne informacije, da si komu dobivamo rešil ogromno življenje, sorodnikov, ogromno informacij takih in drugačnih, zahval. In tudi odnos mladih do bolezni je zdaj bistveno drugačen. No. Mi ogromno predavamo tudi po srednjih šolah, ker so srednješolci tisti, ki se zavedajo, da so ena tista brca urit svojim staršem, da hodijo na preglede. In res ogromno delajo tudi na preventivi te mladi. Drugačno razmišljanje je pri njih, zavedajo se umrljivosti, zavedajo se zdravega načina življenja, veliko bolj, kot si mislimo, so mogoče bolj zaprte generacije za nas, ki jim ne prisluhnemo, ampak ko se pa o tem pogovarjaš, naprimer, en banalen primer, ko smo začeli s temi predavanjimi pred 15 leti v srednjih šolah, pa ko si dal moda na mizo, kjer se pač lahko pretip model mota, ker pač so tudi tumori noter, kako se pretipa. Takrat smo začeli s to akcijo 30 sekund lahko reši življenje, ker 30 sekund na mesec je dovolj, da si moški pregleda moda, pa tudi tega časa si ne vzameš. Čeprav pol nekateri rečejo, če več kot 30 sekund je že kaj drugega, kot pregled. Tako da se tudi mi na ta način malo pošalimo, ampak... Treba finanček pogledati. No in takrat je bilo fantom, naprimer, ful narodno. Tisti generaciji, 10-15 let nazaj. Danes, ne vem, ko smo hodili zdaj 3 leta, zadnja 3-4 leta, čisto vsak pregleda temeljito moda. Brez sramu, zavedanje, sprašujejo punce enako modele dojk in pol tudi izmenično. Pač. Res, taki odzivi, ko so pa zdaj tako, res prihaja neka taka generacija, ki je osveščena in ki se zaveda teh stvari. Tudi samo cepljenje, naprimer v neki Ljubljani ali pa Mariboru v večjih mestih je ta anticepilna, neka fama zelo visoka, cepilnost HPV virusa po podeželju pa okolje pa zelo visoka, zaradi tega, ker se zavedajo, da s tem rešijo. Ker sam HPV, naprimer, jaz tudi to nisem vedel, gospod, ki je povezal HPV virus in rak materničnega vratu, je dobil Nobelovo nagrado. In ta bolezen, naprimer, ko si ti okužen s virusom, lahko pač se pojavi šele čez 20-30 let. Jaz pa ne bom svojim otrokom rekel, da jih nisem dal cepati zato, ker so ne vem kaj. Če je to pa znanstveno dokazano, da to stoji res taka stroka za tem, vemo se pa, da otroci rojeni po letu 2007 bo vsaka tretja punca in vsak drugi moški, vsak drugi fant zbolel za rakom. Se pravi, če statistično gledano, ko me je punce, vsaj ena moja bo dobila raka. In zato se tudi jaz borim še naprej, da bom dokazal, da lahko z takimi akcijami naredimo nekaj več. Mladina je zelo dovzetna za te TikTok, rečemo generacija, te novi socialna mrežja. Tudi na ta način skušate predramiti? Zdaj se pogovarjamo z dejaško organizacijo, kako pride do njih, ker je to specifičen način, kako pride do njih, moraš spet na čist drugačen način in res moraš biti zelo odprt na določene stvari. Zelo drugačen moraš biti, res moraš biti odprt, da prideš, da bojo oni prišli do tega in zelo hiter moraš biti, zelo impulziven. Ja, na njihov nivo se postaviti. 5 sekund. In v 5 sekundah moraš ti marsikaj povedati, da jih pretegne, da jih naredi. Letos smo delali zelo dobro akcijo, ki mi je bilo všeč.
za raka prostate, ko so se nam vsi te znani športniki iz ekipnih športov pridružili starejši. Dobitna kombinacija. Ker smo jih šokirali v bistvu javnost, ker so že načeloma skoraj da generacije pozabile na njih, pa smo takrat vsi, Brnik se je zaprl zaradi njih, po dvoranah so bili drugi na evropskem rokometu in so se zdaj spet pojavili nazaj in so res naredili ogromen efekt, ker sploh nismo mogli verjeti, da lahko to dosežemo. In take stvari, ki privabljajo ljudi, tudi pol mladi so ogromno klikali za temi športniki, so se ful pač agencija, ki je to spremljala, je videla, kako so se kliki povečali iskanje. Tako da so stvari, no, ki kažejo na to, da znamo in zmoremo. Naprimer, en tak primer je mi še zelo zanimiv, ki je pa padel v vodo, ko so nam predlagali oglaševanje pač raka na modih na OnlyFans strani, ki je pa 3-krat bolj obiskana kot vse ostale strani v Sloveniji skupaj. In so rekli, ja, to pa ne morete, to ste pa onkološko društvo, se ne morete tam pojavljati. In mi smo bili ful za to, da bi se, ampak pač se pol na koncu smo se odločili, da se ne bomo. Ker smo rekli, se tiska bo rekel, da je to, bomo rekli, kje si pa to videl, je na OnlyFansu, aha, pa si tudi tam gor, ne. Ampak bi res prišel do nekih ljudi, ki pač ne spremljajo drugih medijev kot te, ne. In tudi dijaška organizacija kot taka spremlja čist drugačne medije, kot jih mi dajemo, ne. En jumbo plakat ga ne bo pretegnil, tako kot si rekel, en TikTok pa bo. Tako da ja, delamo na temu in bomo v kratkem zunaj. Se pravi, v zdravju moraš imeti srečo, ampak tudi predhodno zavedanje. Zadnjič sem se z enim malo skregal, ko smo se pogovarjali, da ne bomo imenih, za enega športnika slovenskega, ki je rekel, da je imel srečo v svoji karieri. Sem rekel, da ima zelo težko srečo, da si odigral v slovenski ligi več kot 100 tekem, zelo kvalitetno, pa v tujini v 3 različnih ligah, po vsaki tudi po 100 tekem, je zelo težko, da je to sreča, ne. In tudi statistično je sreča samo to, mislim, ni sreče, sreča je to, da ti pozno odkriješ, da ti oni odkrijejo raka pozno, pa da te pozdravijo. Če boš pa ti pravočasno prišel, boš pa srečo zelo zminimaliziral, da ti bojo to odkrili. Zato, če nekaj čutiš, če nekaj slišiš, se posluši in ustraji do konca, da prideš do tistega pregleda, ki ti bo dal mir, potrditev, da je vse v redu. In ne se zadovoljiti, pač, če misliš, da to ni res, kar ti oni pravijo, imaš zmer v Sloveniji, še zmer drugo in tretje mnenje na voljo. Skratka, ta misel, ki jo mnogokrat poudarjate, ni poti do sreče, sreča je pot. Točno to. Je še kako na mestu. Točno to. In to sem se jaz zavedal med boleznijo, da sem bil tudi med boleznijo srečen, zadovoljen, delu stvari, ki so mi manjkale, najdu v teh majhnih momentih, takrat, ko sem se dobro počutil, to zadovoljstvo, srečo, najdu nek smisel spet za življenje in ja, je sreča pot. Ja, super, hvala lepa, Jaka. Ko se kdaj takole nazdravite s kom, ne, in vam nekdo zaželi na zdravje, verjetno v vašem ožjem družinskem krogu, se kar malo zamislite, ne. Nisem zgolj fraza. Ni zgolj fraza, ampak zdaj bo 17. aprila bo 23 let od moje diagnoze in prijatelji, ki pač radi nazdravljajo, so se spomnili pred 23 leti, če bi pil, nekje so prebrali, takrat, ko še ni bilo interneta, so prebrali, da če bi pil žgano pijačo, ne, da bi odkril vse tumorje. In zato zdaj vsako leto 17. aprila moram tudi jaz nazdraviti, čeprav ne pijem alkohola, takrat pa nazdravim za eno žgano pijačo, da naredimo to prijateljsko kontrolo, tako da takrat je tudi ta pravo na zdravje. To pa prvič slišim za to kontrolo. Tudi jaz, ampak je pa to lažba še za eno slavje, zagotovo en izgovor še za eno praznovanje, ki ga radi prijatelji izkoristijo, ampak tudi za druženje, ki ga imamo, tako da. Je krasno, evo, Jaka. Na zdravje že vnaprej, pa še veliko lepih trenutkov in predvsem veliko teh Slovencev, slovenskih duš, da jih boste pravočasno rešili. Hvala tudi vam za to, kar pomagate osveščati, ker gre to lahko ven in ja, tudi upam, da bo še več športnikov, še več ljudi spregovorilo o bolezni, ker bo vsem ostalim bistveno lažje. Hvala lepa. Hvala vam.